Jernej, najprej lepo pozdravljeni. Kljub temu, da imate poln urnik, smo vas uspeli ujeti. Hvala, ker ste si vzeli čas. Pa nam najprej povejte, kako ste, kakšen je vaš vsak dan? Ja, živijo, pozdravljeni. Ja, res je kar naporno. V glavnem, kadar se začne snemati in kadar teče teater na polno, je res zelo malo časa. Seveda se pa najde tudi kakšen moment, da človek zadiha in tako smo se tudi mi zdaj našli. Tako da med napornim in prijetnim. Odlično. Na TV ekranih vas spremljamo predvsem v vlogah, ki so komične. Zdi se, kot da v njih zaživite. Bi lahko rekli, da so to liki, ki so vam najbolj pisani na kožo? Ja, lahko bi rekel, ja, da si nekako... Mislim, jaz sem začel kot resen igralec, kot mlad resen igralec in potem me je nekako kariera peljala tudi v komedije. Seveda sem potem z leti vedno bolj preklopil, bi rekel, v otroško gledališče in so otroci moje poslanstvo umetniško. Ampak še zmeri se najde, da dej tam te rabimo, dej tam boš ti tam unga odlomil pa to. Tako da, hvala Bogu, vse pore imam nekako zaprte. To in to. Kako pa je preklapljati med vsemi temi vlogami, ker včasih v istem obdobju odigrate več vlog? Ja, to me veliko ljudi sprašuje in pravzaprav ni enega pravega odgovora namreč. Vsaka vloga pravzaprav nosi svoj, bi rekel, od osnove, svoj kostum, svoj karakter in jaz nekako znam očitno prešaltati med enim in drugim in se mi ne prekrivajo. Ne vem, kako to drugi kolegi šaltajo, kako to uspevajo, ampak meni očitno uspeva. Ja. Odlično se znajdete tudi v dialektih. Od kje posluh za vsa ta narečja? Ja, to je pa verjetno od Boga dan. Nekako ti moraš imeti ta posluh. Zelo je seveda vezano tudi na glasbeni posluh. In seveda potem, če imaš smisel za glasbo, slišiš tudi te druge dialektalne tenčine. In očitno nekako mi tudi to leži od tujih jezikov do naših slovenskih dialektov, na katere sem zelo ponosen, ker smo taka majhna entiteta znotraj velikega sveta, pa imamo 39 dialektov in plus in minus in tako naprej. V svoji bogati karieri ste odigrali že veliko vlog. Katera je tista, s katero se najbolj poosebljate? Ja, to tudi nimam, bi rekel, enega odgovora. Najbolj seveda prepoznaven, uspešen v zgodovini pač moje umetniške poti je Mercatori. Seveda začel sem s Pšemekom, ki ga tudi si starejši še tudi, njega tudi še nastopate. No, pa sem pa seveda kasneje delal tudi druge, lahko tudi resne, recimo v Najnih mostovih je bila ena resna vloga, tistega vinarja, Borisa Juga, ki je tudi sedel ljudem v srca. No, pa je bil zdajle, Sekerci je bil ta Urinc, zdajle delamo snemam tega dolenskega župana Karla Zabašnika. Ja, tako da nimam, vsako obdobje rodi nek nov lik, neko novo vlogo in tista mi je najljubša. Če vprašam malo drugače, jaz bi vprašala, kdo pa je Jernej, ko kamere ugasnejo? Jernej, ko se kamere ugasnejo. Ja. Jaz sem pač sam svoj mojster, sam svoj človek, ki se usede v avto in gre domov in je družinski človek. Ampak vidimo vas vedno nasmejanega, polnega humorja, polnega energije. A se to preslika tudi vsakdanje življenje? Ja. A bi lahko rekli, da ste večni optimist? Tako je, absolutno, sem večni optimist, srečen, zadovoljen človek, res. In seveda se pol smejiš, ker je svet res lep. Svet je lep. Ja, od kje pa črpate energijo za vse to? Spet je to vprašanje za unga zgorej. Dano, jaz nekako tak sem in tako se furam. Zdaj, marsikdo mi tudi reče, ko ti igraš, da si vedno vesel pa to. Ne, jaz sem vedno vesel in zadovoljen človek. Ampak baterije sigurno polnite kje v hribih, v naravi, ne vem, na družinskih izletih. Ja, to pa ja. No, baterijo so mi vedno polnili otroci. Zdaj so moji ti otroci zrasli, zdaj čakam vnuke. To bi bilo že fajn. Ampak zaenkrat pa ženo malo vedno tako pobegneva v naravo,
predvsem res to so hribi. Hribi so zadnja leta, bolj ko morje, čeprav sem včasih rad surfal po vsem, ampak nekako me z leti vročina ne povleče več in sva v bistvu z ženo našla hribe, kjer je ta neka temperatura, da moraš malo zadelati, malo zahoditi, da se zakuraš in idila. In tam si pa napolnim baterije. Če stopa korak nazaj, gledališče ali televizija? Ja, tudi to je nemogoče reči, ker to sta dve popolnoma različni stvari. To, kot da bi rekel, ne vem, a imaš raje torto ali imaš raje potico. Ni, to sta dve stvari, dve različni hrani. Gledališče je moj vsakdanji kruh in življenje in poslanstvo. Obenem je pa televizija in film pač nek dodatek, kot igralski, umetniški dodatek, ki kot da bi rekel, da imaš sam desno ali pa levo roko. Ne? Človek je popoln z desno in levo roko in se mi zdi, da so to take, bi rekel, umetniške sfere, ki se dopolnjujejo in ne izključujejo. Odlično. Zaupajte nam za konec, še imate radi poletje? Zelo rad, ampak kot sem rekel, ne preveč vročega. Oziroma poletje v planinah, lom. Torej so načrti za poletje planine in visokogorje? Brez skrbi. Brez skrbi. Če bi naše gledalce oziroma bralce v poletje poslali z eno lepo mislijo, a vas lahko prosim, da nam jo rečete v enem dialektu? Aha, v dialektu, ja. No, pol bomo pa zdaj v te Karel Zabašnik, neko iglihta, dolenski župan. Jaz bi vam svetoval takole. Ljudje, imejte se radi, spoštujte se, pa ne pozabite, da smo Slovenci ene dobre dušice. Srečno!